Ja, še gospod, pa še gospa. Ne vem, kdo je bil prej. Damo gospe prednost. Kar, če pridete sam, prosim. Dober večer, zdaj še ne vidim, koliko vas je tukaj zbranih. Jaz sem Benčinova iz Ribnice, kar dovolj daleč smo imeli, da smo prišli do vas. Zdi se mi najbolj pomembno to, da priznamo resnico v današnjem času in v vsem času od predvojne in medvojno in tako naprej. Resnica ni bila priznana in še vedno ni. Še vedno se za resnico skriva nekaj drugega, kar pravzaprav ni resnica. Mi moramo priznati, da je bil režim, ki je vladal od 45. leta naprej, zločinski. Hočemo pa, zdajšnja oblast pa hoče prikriti in zmanjšati zločine, ki jih je prizadel slovenskemu narodu. Saj veste, da je bilo tako, da so rekli prevara, laž, prevara, rop in umor. To so bile postavke, na katerih je slonilo komunistična ideja. Torej, prevara, vedno prevarati ljudi. Tudi zdaj pri vsem tem se mi zdi, da gre tudi za kakšno prevaro. Pri vsem tem govorjenju, kako je treba, kje se bo pokopalo, kako se bo pokopalo in tako naprej. Jaz imam tako občutek, da volitve bodo čez eno leto predsedniške, mogoče pa želijo nekateri tudi to, da ko bodo volitve, bodo tudi nekatere žrtve pokopane, kamorkoli že, ampak oni si bodo pa polastili zasluge za to, da so to naredili kot dobro. Do zdaj so in še prej po vojni in tako naprej so se hvalili s tem, da so pobili oziroma da so likvidirali in očistili toliko in toliko ljudi, takih, ki niso bili na njihovi strani. Zdaj bodo pa, ker bodo nekatere nekam pokopali, se s tem hvalili in bo to spet njihova zasluga. Tako si mislim. Jaz mislim, da bi morali si prizadevati vsi za resnico. In ne pristajati na to, da je pa vse dobro. Ne pristajati na to tudi nekatere stranke, ki bi morale biti krščanske, ki so krščanske in se imajo za take, pa vendarle popuščajo levici zmeraj takrat, kadar bi morale biti bolj odločne. Kučanje tla odzale, veste, da te eno vzmamo hoditi, vi se to zmenite, skupaj to glavno, mi ne moramo, ne vem kaj reči. Tako kot se sicer širko skrihali, da moramo kristjani moli, že ne vem koliko let, za zedinost kristjanov, skrihali se jih je pa ta glavni. No, to je še bolj vrkov te gleda. Ja. Jaz mislim, da bi morali biti vsi bolj odločni, bolj se zavzemati za resnico. Ker se ne. Jaz hočem to povedati, zakaj sem se oglasila, zaradi tega, ker sem ena od predstavnikov žrtev. Do zdaj se ni še nobeden od teh oglasov. Jaz sem imela dva brata, moja dva brata sta bila gimnazijca takrat
in nista nikomur nič prizadela, pa vendar so jih umorili. Enega tukaj nekje v Teharjah, enega v Kočevskem rogu, no in tako je to. Moji starši so bili zaradi tega celo življenje do smrti prizadeti. Pa nihče jim ni rekel, da so po nedolžnem njihovi otroci umrli. Tudi zdaj v tem primeru, ko nekateri pravijo, bomo prekopali, zdaj te žrtve, kamorkoli že, ali sem, ali tja, in jih ob tem, ko jih bomo prekopali, in bomo rekli še zmeraj, da so izdajalci, da so ne vem kakšni morilci in tako naprej. V resnici so pa to nedolžni ljudje. Treba, kot sem že prej rekla, se je boriti za resnico in resnica je ta, da je mnogo mladih fantov in mož bilo umorjenih popolnoma po nedolžnem. Priznali, kakšna organizacija je bila ta komunistična in tako naprej, do takrat je vseeno, ali pokobljajo recimo moja dva brata, ali pa ležita še vedno tam, kjer sta do zdaj. Pa če jih bodo potem še zmeraj, ko jih bodo prekopali v nov grob, in rekli, da so ne vem kakšni zločinci, da jih ne bodo rehabilitirali. To je po mojem mnenju.